Število spolnih zlorab nad mladimi do 15 let narašča. Na področju policijske uprave Maribor so v letu 2016 obravnavali 36% več kaznivih dejanj kot leto prej. Obravnava teh kaznivih dejanj je v porastu in porast mi v prvi vrsti pripisujemo posledici dejstva, da storilci zlorabljajo družbena omrežja, s pomočjo katerih jim je omogočeno izvrševanje teh kaznivih dejanj. Kazen za spolno zlorabo je do 15 let zapora, medtem ko je kazen za spletne zlorabe od 6 mesecev do 8 let. Mariborski kriminalisti so 90% kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost preiskali in zoper storilce podali kazenske ovadbe. Toda nekaterih storilcev tudi kazenska ovadba ne ustavi. V tem letu obravnavali storilca povratnika teh kaznivih dejanj, ki smo mu kasneje v predkazenskem postopku uspeli dokazati še 16 istovrstnih novih kaznivih dejanj. In zanimivo pri tem je to, da smo takoj, ko je bil uradni del zaključen in ko je bil spuščen na prostost, si je v istem dnevu, ko smo mi zasegli elektronske naprave, priskrbel nove, da je potem lahko nadaljeval z temi izvrševanji kaznivih dejanj. Na točki za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok spletno oko že 11 let spremljajo zlorabe na spletu. Torej, globalno je ta problematika izjemno resna in recimo za leto 2015 so vse prijavne točke, s katerimi sodelujemo v okviru združenja InHop, obravnavale 76.000 gostujočih vsebin. Največ jih je bilo v ZDA in v Evropi pa nekako največ na Nizozemskem, se pravi strežnikov je bilo največ v teh državah. Nekateri mladi radi objavljajo zasebne posnetke in fotografije, kar se lahko pripiše njihovi nizki samozavesti, poudarja psihoterapevt Milenko Kovačevič. Facebook je večinoma javnost, se pravi, če mi damo na zid, tako imenovani zid Facebooka, neko objavo bilo katerega našega intimnega ali pa privatnega dogodka, razmišljanja druge ljudi. Se pravi, to smo v bistvu prestopili mejo tega intimnega in privatnega na polje javnosti, se pravi drugi ljudje. To je podobno, kot da bi vi sredi ulice v Mariboru na ves glas sedeli, kak ste vi srečni in zaljubljeni. Ne, razumete? Se pravi, ker mladi ne delajo te razlike, v bistvu javnosti kažejo zaželeni del sebe, ki je v bistvu z namenom, da bi se čutili sprejeti preko lajkov, tega in tako da, ker v resnici v temelju sebe ne cenijo dovolj. Pomembno je, da svojo zasebnost previdno delimo s širšo javnostjo. Posledice so namreč običajno nepopravljive. Prav tako, kot so nepopravljive posledice spolnih zlorab otrok, ki te zlorabe doživljajo za zaprtimi vrati. Širša javnost pa vse prevečkrat zapre oči, namesto da bi reagirala.